Ob vonju ražničev, čevapčičev in zelenjave na žaru tukaj na terasi restauracije je živahno, tudi zato, ker se Bine, dolgoletni glasbenik v kampu, pripravlja na svoj nastop. Ampak ja, ta večer nikakor ni njegov prvi. Tukaj v kampu je bil že kot 5-letnik, je res, Bine? Tukaj sem bil že leta 1959, ko je moj oče tukaj igral. In smo živeli tu v lesenih bungalovih, je bila lepa plaža dol, to se kot otrok malo spomnim, sam vem, da je bilo pesek, daleč v morje si lahko šel. Res je bilo lepo, ja. Zdaj pa glasbenik že vrsto let, rekli ste, ne spomnite se, ne štejete, koliko večerov podobnih temu je bilo tukaj? Je bilo veliko večerov, od tam nekako leta 83 naprej sem igral tukaj. S seboj ste pripeljali cel voziček inštrumentov, vidimo saksofon, flavto, nekaj inštrumentov, ki jih niti ne poznam. Mandolina, harmonika. Vi potem igrate na vse to, tudi pojete? Tudi pojem, če treba, no. Samo danes recimo bo tu večerja in bolj umirjeno muziko igral. Potem na koncu pa, če bojo nemško govoreči in to pa jasna glavna harmonika. Znate torej tudi kakšno na poskok? Ja, pa jade, kaj se to je. To more biti kaj. Včasih je bila to plesna terasa. In je bila tudi, so igrali veliki ansambli. Sedaj pa recimo so uvedli to, recimo jaz igram od 19 do 21, to je samo ob času večerje. Ste skozi leta opazili, da mogoče ljudje tudi plešemo drugače? So bili gostje kdaj bolj pogumni kot danes, bolj spontani, hitreje na plesišču? Ponavadi glavni plesalci so teh iz plesnih šol. Sam je pa problem to, ko oni začnejo plesati, je drugim ljudem nerodno plesati. In nekako določeni gostinci jih niti ne marajo, ker pravijo, da premalo konzumirajo to večino pa plešejo, kaj oni so kot uživajo v tem. Kaj je za vas najlepše, ko vidite, da se ljudje zabavajo? Ja, to je moje poslanstvo. To je moje poslanstvo. In ko vidim, da mi jejo iz roke, takrat sem zmagal. Kaj. In zato mora biti tudi prava muzika, prava glasba? V pravem momentu. Prava muzika v pravem momentu, ja. Zdaj je mogoče pravi trenutek za kakšen nastop, za igranje mandolin morda. Kaj, da zaigram kakšno dalmatinsko ali kaj? Daj vam, dalmatinska bo super. Kdaj izpolnjujete tudi kakšne glasbene želje, ne vem, če nekdo pride pa reče, jaz bi pa eno iz Dalmacije ali pa jaz bi pa eno italijansko? Ja, tudi. Včasih smo to vse imeli, cel repertoar italijanski in Dalmacije pa itak gre, kaj to je. Kaj pa kakšne te najbolj popularne, večeras je naša fešta, fešta mix? To se igra za okciti, to je jasno, da naredijo ljudje vlakac in da grejo to in da vsi pojejo zraven. Mogoče se dotakniva še ljubezni na terasah. Velikokrat se v poletnih, dolgih večerih zgodi kakšna poletna romanca. Ste bili kdaj tudi vi ta ključni dejavnik, da se je kaj podobnega zgodilo tudi na terasi Adria kampa? Ja, to ne vem. Vidim ljudje določeni, ki se držijo za rokice, ki uživajo. Ko zaigrajo kakšno romantično pesem, jim je vidiš, da uživajo. No.